Dober dan, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes vam bom v današnjem videu pokazal, kako se da kaliti semena. Vsak semena bom dal kaliti na isti princip. Tole kar mačkano umaknil. Potem šli lepo po vrsti. Tukaj imamo pripravljene take plastične posodice z pokrovi. Pokrovi so ključni zato, boste potem videli zakaj, zato da potem vlaga iz teh posodic ne uhaja ven. Glede na to, da bomo zdaj, pokažem recimo en primer, vzamete eno papirnato brisačo, jo razdelite oziroma jo prepognete na pol, pa še enkrat čez pol, nekako tako, da se potem prilega sami posodi. Potem rahlo zmočemo tole krpico papirnato, ne sme biti preveč, mora biti pa vse lepo namočeno. Takole, evo, in tako bomo pripravili praktično čisto vse posodice z tole papirnato brisačo in potem gor natresli semena, jih označili ustrezno in dali na topu prostor, to je konkretno pri meni to v kopalnici, ki je pač malo višja temperatura, in še to vse gor postavim na omaro, tik pod strop, tam kjer je res najbolj toplo, zato da pospešimo samo kaljenje. Pa mogoče še kasneje kaj več, zdaj bom pa pripravil še tele ostale posodice. Tukaj vidite, kako pripravljam brisačke, jih dajem, torej izložim, jih dam v posodo, jih navlažim, da so pripravljene potem za semena, in pa samo še semena gor pokrijemo, označimo in na kaljenje. No, evo takole, zdaj so posodice so pripravljene, zdaj pa sledi samo dodajanje semen. Ne bo pravo. Tukaj imam paradižnik češnjevc, seveda se za paradižnik je zdaj že skoraj zadnji čas, da ga damo kaliti. Včasih sem dal tu že konec januarja, ampak vam povem, da to ni v redu, saj pri meni, zato ker je predolgo časa potem noter in se raztegne, hočeš nočeš, in ne uspe tako, kot bi moral. Ponovače kakšno bolezen lahko fašite, skratka. Evo, to je to. Pokrijemo, torej napredušno pokrijemo ta paradižnik, torej semena paradižnika, in ga seveda označimo, zato da vemo, kaj imamo noter od semen, in seveda potem čez čas, čez kakšen dan, 2, 3, pa pogledamo, a je že kaj skalilo, koliko je skalilo, in potem seveda vse, kar je usklilo, damo v zemljo. To bomo tudi pokazali. No, naslednja stvar, ki jo nujno želim, je paprika. To imam domače seme, torej, katero sem sam pridelal na blokah. Evo, takole izgleda. Tega je kar precej. Seveda ne bomo dali vsega noter, ampak lejte, kar enih 100 paprik, recimo. Bomo dali kaliti, pa jih bo ratalo od tega, kaj pa vem koliko. Bomo videli, koliko so stara semena. Mislim, da so tale od leta 23. Nekje bi morali skliti. Bomo dali mogoče rajši malo več. Takole, evo. Probamo, da niso preveč skupaj semena, ampak kakorkoli bomo potem ločali med sabo, ki bomo dali v zemljo, ko bo sklila. Se pravi, pišemo še listek. Paprika domača, danes smo 4. 3. 25, to si vedno napišem, zato da potem vem, kdaj sem dal kaliti. In seveda pa ta datum spremlja to rastlino ves čas, zato da malo vem, kdaj je bila posejana. Evo, takole, paprika domača, fino prepopamo gor.
označeno in takole zlagamo potem na kupček. Imamo kar naslednjo. Naslednjo bo bazilika, baziliko obožujem. Tudi pesto pripravljam z nje, tako da boste med videi mojimi najdeli tudi, kako se pripravi pesto, če vas to zanima. Takole. Prav dosti jih ne bomo dali. Takole nekakšnih 100. Približno, takole nekako izgleda to potem. Za en pladenj recimo. Takole napišemo. Bazilika, pokrovček. Evo ga. Gremo kar naprej. Peteršilj obvezno. Brez peteršilja nam živeti ni. Čisto osnovno zelišče pri nas, samo vzame. Tole probamo enakomerno porazporediti. Takole. Aha, bazilika nisem dal listka gor. To morate sproti označiti, če ne boste zgubljeni. Sploh, če ne poznate semen. Tudi jaz sem bil, priznam. To se čez leta naučite s prakso. Peteršilj, 4. 3. 25. Pokrijemo, fino zapremo, označimo in gre serija naprej. To gre zelo hitro drugače. Bolj zamudno je potem, ko morate to dajati v zemljo, ampak veste, kaj bom rekel. Meni se je ta metoda izkazala boljša, zato ker dejansko dam samo skaljena semena v zemljo. Zdaj, če date vi kakšna stara semena v zemljo, ene par jih bo prišlo ven, ene par pa se ostalo, pa verjetno ne. Tako da blitva. Takole. Par blitev moramo imeti za stran. Blitva 4. 3. 25. Zaprem. Evo ga. Označimo. Opala. Evo, pa sem jo malo raztrgala, ampak nič hudega. Evo, gremo kar naprej. Kaj imamo še? Pak čoj. Pak čoj je zanimiv. Tega bomo dali na ene 2 gredi. Za kakšne zelenjavne jivce, pa za kakšne azijske jedi je zelo primeren. Malo kar vsega. Ja, takole. Pak čoj napišemo. Pak čoj 4. 3. 25. Evo ga. Pokrijemo. Označimo. In bo romal na kaljenje. Stran, peteršilj smo že dali, nekaj solate. Aha. Kodrolistni ohrovt, tudi fantastična stvar. Super za juhe, za solato, za kar želite. Fajn je, ker samo liste trgate, tiste, ki so zreli, ostalo rastlino pa pustite naprej rast. In je tudi v bistvu dvoletnica, lahko tudi imate 2 leti. Bomo tam tudi kar precej, ker
tega res dosti porabimo. Če imamo pa viške, pa itak dobijo kokoši ali pa kakšni sosedje. Kodrolistni ohrovt. Četrti, tretji, 25. Pokrijemo. In roma na kaljenje. Evo ga. Kodrolistni ohrovt. Kakor vidite, gre zadeva relativno hitro. Blitva. Belostebelno. Kaj imamo še? Peteršilj smo že dali. Zelje. Zelje bom malo razmislil. Itak je še malo prezgodaj. Tako da bo zelje malo počakalo. Absolutno bomo še malo blitve dali. Oziroma blitve že imamo, pa bomo dali rajši špinačo. Špinače imamo eno goro. Tako da je treba porabiti počasi. Špinača matador. Kar 2 posodici naštimo, mačka bom še zmočil semena, da bo jo lažje vzklila. Ne sme pa stati v vodi, ne? To sem verjetno že povedal. Evo. Fajn, da so v stiku z mokro z mokro površino, da imajo stik z vodo, da se potem lažje odprejo in skalijo. To je po moje tudi dovolj špinače za enkrat. Oziroma da je še eno rundo. Špinače gre res ogromno po naši hiši. Evo. Seveda tudi ne bo vsa sklila, to je treba vedeti. Torej ne bo vsa semena sklila, če pa bojo, pa hvala Bogu, torej ne vsa sigurno ne, ampak malo pretiram. Se pa zna zgodi, da dobite dobra semena in imate tudi uspešno zelo dobro. Lahko si pa tudi v ostalih videih mojih pogledate za nazaj, kako zadeva izgleda. Kako sem že pred leti počel iste stvari na isti način. Torej že vsa leta, kar pomnim, počnem takole. Se pravi špinača matador. 4., 3., 25. Še pokrov skočem. Takole. Označen je lepo. Označen matador. Potem pa imamo še eno vrsto špinače. To je ta korvara, karkoli že. F1. Lakaroso. So večje semena, jih bomo še malo dodatno zmočili kot ostala prej. Čisto narahlo, tako da se bojo lažje. Špinača. F1, 4., 3., 25. Evo ga, tole je za prvo rundo, kar sem si zamislil, za solato bo še kakšen dan kasneje čas. Tako da, kaj ne rečem, tole bomo za enkrat nekaj še počakali. Redkvice bomo tudi še malo kasneje,
Tako da, evo, to je to. Hvala za pozornost in se vidimo seveda v naslednjem videu. Srečno!